Aha, bravo. Dobro, super. Predsednica Gasilske zveze Mengeš Šmarje Skonsilja. Ravnatelj osnovne šole Mengeš. Milan Mikolca. In pa seveda vse sodnike, vse tekmovalce, vse, ki ste si danes vzeli vaš prosti čas, se utrgali od računalnikov in prišli na to tekmovanje. Aplavz še za vas. Besedi pa vabim seveda današnjo voditeljico oziroma glavno vodjo tekmovanja, Nino Kotar, ki nadomešča Dušana Pavlja, ki je trenutno na službeni dolžnosti na Kosovo. In prosim še en aplavz za Dušana, pa za njo. Zdaj pa predajam besedo k Nini, da poje par navodil in da začnemo s kvizom. Hvala lepa. Dobro jutro, lepo pozdravljeni na današnjem 15. regijskem kvizu. Kot smo v uvodu že videli, imamo danes prisotnega ravnatelja osnovne šole in bi ga najprej prosila za par pozdravnih besed. Danes nas prijazno gosti. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav prav vsem organizatorjem, gospodu podžupanu, seveda najbolj pa mladim tekmovalkam in tekmovalcem na osnovni šoli Mengeš. Lepo dobrodošli. Mi smo se skupaj z organizatorji potrudili, da vam bo na naši šoli lepo in vam želim tudi, da dosežete lepe rezultate in se popoldne zadovoljni vrnete domov. Torej vse dobro in želim, da pokažete znanje, ki ga prav gotovo vsi imate. Hvala lepa. Sedaj pa prosim za par kratkih pozdravnih besed še predstavnika občine Mengeš, gospoda podžupana. Lepo prosim. Hvala lepa. Tudi v mojem imenu pozdravljam vse mlade tekmovalke in tekmovalce v občini Mengeš, seveda tudi mentorje. Zahvalil bi se v tej priliki Gasilski zvezi Mengeš za organizacijo. Verjamem, da že veliko znate, vendar tudi verjamem, da kviz prinese še nekaj dodatnega znanja, ker pa je to tekmovanje v občini Mengeš, bom pa seveda navedel za Mengšane. Hvala lepa, da ste se udeležili tako velikem številu. Hvala lepa. Še za kratek pozdrav. Strani soorganizatorja Gasilske zveze Mengeš, prosim predsednika Gasilske zveze Mengeš za kratek pozdrav. Še v mojem imenu in seveda v imenu Gasilske zveze Mengeš dobrodošli. Vsem tekmovalcem želim obilo športne sreče, seveda in tudi dobro počutje v naši sredini. Jaz upam, da bo tekmovanje normalno potekalo in se potem na zaključku seveda še enkrat vidimo. Hvala lepa in pa vsem srečno. Hvala lepa. Zdaj pa še nekaj tehničnih navodil in pa informacij in potem začnemo s tekmovanjem. In sicer praktični del bo potekal tukaj v telovadnici. Ekipe se razvrstite pred vhodom po številkah in vstopate na poziv sodnikov. Do teh ovir lahko vstopate, spremljate zadevo, vse ekipe, ki bodo kršile ta pravila, bodo v skladu z razpisom sankcionirane, tako da prosim, da upoštevate navodila tako sodnikov, redarjev, tehničnega osebja in ne motite ostalih pri delu. Zdaj za praktični del še za vse ekipe obvestilo. Za zaključno postavitev tisti čas 5 sekund se bo strani sodnika odšteval ustno. To pomeni, da bo sodnik glasno
odšteval 5, 4, 3, 2, 1, nič in to velja to je tisti čas za zaključno postavitev. Potem bo pač sodnik upravljal svoje delo. Kar se tiče gasilske spretnosti, naj vam povem, da tukaj bojo merila visoka, skladno z pravili, tako da paste na zadevo. In sicer pa se upozorim, da je vaja končana takrat, ko zadnji tekmovalec prestopi z obema nogama startno ciljno črto. Tako da je predvsem mladinci in pa pripravniki, bodite pozorni, da ste res ven iz polja, da ne bo potem kakšnih nepotrebnih zapletov. In nadaljujemo potem testi, bodo potekali učilnici v kleti. Greste skozi avlo, kjer ste se prijavili in po stopnicah navzdol v 2 učilnicah, mentori svoje ekipe počakate zunaj na hodniku. Potem gasilska znanja bodo potekala v avli, tam, kjer ste se na A-komisiji zjutraj prijavljali, to je v pritličju. Vsako ekipo mora obvezno spremljati mentor, ki bo sodnik drugi ekipi. Potem B-komisija je v učilnici v kleti, če bi slučajno kdo potreboval, tam bo tudi vodstvo tekmovanja, če bi slučajno kdo tudi kaj potreboval. Sama razglasitev bo po zaključku tukaj noter v telovadnici, tako da se po zaključku zopet tukaj vsi zberemo. Zdaj pa še vrstni red. In sicer v prvem krogu pionirji začnete s testi, mladinci na praktičnem delu in pripravniki 5 proti 0. V drugem krogu pionirji nadaljujete s praktičnem, mladinci 5 do 0 in pripravniki s testi. V zadnjem krogu pionirji 5 proti 0, mladinci na teste in pripravniki na praktični del. Zdaj pa že vsi nastrpno čakate, sodniki so pripravljeni, danes imajo izostren vid, našpičena ušesa, zelo visok kriterij, tako da vi pa ste polni znanja in upam, da bo današnje tekmovanje potekalo tako, kot smo si ga zastavili, tako da bomo začeli z letošnjim regijskim kvizom. Vsem želim veliko znanja in pa veliko sreče, gremo tekmovati. Evo, pionirji na teste, mladinci na praktično in pripravniki 5 do 0. Mi kličemo. Kličemo pomisliti, da je že Imaš številko 2.
Smo? Ja. Pozor, zdaj! Ker niso biti tako vozila, prosim. Za dve sesalni vod priklopi na motorno črpalko z besedami končano. In še z eno točko. Nosi bel tekmovalni znak s križem. To bo najbolj osvetljivo. Še zadnja. A smo konc? Konc? Zdaj pa malo lažje za žrebek, da nam morate navezavo ročnika cevjo žreba. Vete bolj postavka žrebek? Ok, 2 za 5 točk. Vi greste pa na enko, ne? Prvo vprašanje. In sicer njeni osnovni deli so ohišje, tekalno kolo, sklopka, pogonski motor ter tesnila in tesnilni prstani. Fantje, gremo na plan. Delimo jih na nizkotlačne, srednjetlačne, visokotlačne. Za 3. V gasilstvu se uporabljajo predvsem centrifugalne. Za 2. Brez njih člani in članice ne morejo tekmovati na gasilskih tekmovanjih. Za 1 uporabljamo jih za prečrpavanje vode.
je, rešitve so. Črpalka, črpalke, motorna brizgalna ali MB. Motorna črpalka. Tako kot znaki za gorljive snovi so mednarodno dogovorjeni. Za 4. Čeprav so nekateri bolj pogosti le pri nas. Za 3. Predvsem ta za kozolc. Za 2 točki. Največkrat so podani na robu karte. Za 1 točko ponazarjajo topografske posebnosti. In za nič topografski znak. Vzor, zdaj! Pet, 4.
Štraj, da si dostopni, če sem sam gledal, kad je 7:55. Treba je pogasiti, ali? Znači bomo čemu kasneje. Si morate vse znati. Vse. Brez sreden. Zasunam skirce. Zor, daj. Navezava tega reda, radi še kasneje poletiti poletiti. Odlično. Strelca, ročnik zasunam, ročnik brez zasuna. Zor, zdaj.
Sodniki, vzor, zdaj. Aha, bravo. Ale dobro, super. Torej pa že bolj kemično navdahnem, pa O2 tudi upoštevamo. Na sebi nosi gasilski motiv. Za 4 ima ga vsako gasilsko društvo. Za 3 je eden od simbolov v gasilstvu. Nosimo za 2. Nosimo ga na raznih gasilskih slovesnostih. Za 1 točko podoben je zastavi. In odgovor je prapor. Tretje vprašanje za 5 točk. Je naravni pojav, ki ne prinaša nič dobrega. Za 4 velikokrat zaneti požar. Za 3
sledi, njen spremljevalec se pojavi z nekoliko zamude. Za dve pojav traja zelo kratek čas, posledice pa so lahko dolgotrajne. Za eno točko sestavljata ga blisk in grom. Za nič točk je strela. Sem videl? To imate danes kviz? Danes imamo to 15. kviz gasilske mladine, regije Ljubljana 3, na kateri sodelujejo ekipe pionirjev, mladincev in pa pripravnikov. V kategoriji pionirjev imamo 17 ekip, v kategoriji mladincev 18 in pa 8 pripravniških ekip, ki se med seboj pomerijo v znanju in pa gasilskih spretnostih. Pa vsaka skupina ima, to, kar se zdaj naštel, ima malo drugačno praktično vaja, ne? Tako, vsaka skupina oziroma vsaka kategorija ima malo drugačno praktično vajo. Pionirji imajo svojo, mladinci svojo in pa pripravniki svojo, imajo pa vsi podobno zadevo in sicer navezavo vozla oziroma pri pripravnikih navezavo gasilskega orodja. Pa vidim, da tam imajo pol tudi hidrante, zdaj že te pripravniki, ne? Tako, pri pripravniških ekipah imajo tudi hidrantni nastavek, spajanjem cevi med seboj, polaganje cevi, tako da imajo že malo bolj zahtevno nalogo. In zdaj, na primer, te pripravniki bodo pol že gasilci, ampak ne še operativci, ali kako to? Tako, ja. V bistvu pripravniki so lahko stari od 16 do 18 let in se že lahko pripravljajo tudi za vstop v operativno enoto. Drugače pa se kar precej dela s mladimi tudi po šolah pa po društvih, ne? Glavnino dela z mladino je v društvih, kjer v obliki raznih aktivnosti delamo z gasilsko mladino, jih pripravljamo na tekmovanje, se družimo, skratka uživamo v tem delu. Vidim, da te ste pa tudi kar lepo spolnjujejo, celo ti si je zanimiv od 5 do 0, ne? Gasilski kviz je razdeljen v dva dela. En del je teoretični del, drug del je pa ta praktični del in v teoretičnem delu ekipe odgovarjajo na vprašanje iz požarne preventive, iz prve pomoči in pa v disciplini od 5 proti 0 na neke splošne trditve oziroma vse splošno, kar obstaja v gasilstvu. Pa sem poslušal, so kar zanimiva vprašanja. Ja, zanimiva, ja. Terjajo odgovore, pravilne odgovore. Pravilne odgovore, seveda. In tudi regijski kviz je že zadnja stopnička pred državnim tekmovanjem, tako da mora biti malo bolj zaostreno. Zdaj še pa podelite medalj po pokalu. Takoj, ko zaključimo in ko komisija vnese vse rezultate, bomo imeli tudi zaključek tekmovanja z razglasitvijo najboljših ekip. In te bodo kaj pol, grejo še na državno naprej? Tako, prve 3 ekipe dobijo pokale in medalje v vsaki kategoriji in prvi 2 si na tekmovanju pritekmujeta pravico udeležbe na državnem tekmovanju, državnem kvizu, ki bo 2. aprila v Gasilski zvezi Ivančna Gorica. Ekipam zaželimo veliko sreče pa uspeha, ne? Tako, za nadaljne, kot pravim, v nadaljnem življenju pomoči ljudem, sočlovekom, kak pač gasilci ste, ne? Tako, ja. Gasilci smo od malih nog pa potem skozi celo življenje in se pač delamo po svojih najboljših močeh, se družimo, uživamo, pomagamo in to je to. Hvala lepa. Prosim.
Prvo sodnika, pa čakamo. Mirno! Za sodnike ora na desno ravnaj se. Ja, salto se zavere. Mirno! Še ni neže tako. Na mesto dva. Evo, prišli smo do konca današnjega kviza in bi prosil Nino, da začne razglasitvijo rezultatov. Lepo pozdravljeni na zaključku današnjega 15. regijskega kviza. Tekmovanje je potekalo po zastavljenem programu in brez večjih posebnosti, za kar gre zahvala vam tekmovalcem, zahvala mentorjem, zahvala sodnikom in seveda osnovni šoli Mengeš, Gasilski zvezi Mengeš, celotni mladinski komisiji regije in vsem pomočnikom, ki ste danes pomagali. Hvala za vso vašo pomoč, za udeležbo in pa izvedbo. Zdaj pa v naši sredini lepo pozdravljam tovariša Slavka Jarovca, predsednika regijskega sveta regije Ljubljana 3 in ga prosim za kratek nagovor. Dragi otroci, dragi mladinci, dragi najstniki, spoštovani mentori in seveda spoštovani sodniški zbor. Jaz sem prav počaščen in vesel, da sem prišel med vas, kajti moje poslanstvo v gasilstvu so vedno bili otroci. In jaz se, ko pridem med vas, počutim tudi kot otrok. V sredo, oziroma četrtek, sem bil na skupščini Gasilske zveze Mengeš in sem na glas povedal, ker sem rekel, da bo danes kviz, da bo vse tako, kot mora biti. A sem imel prav? Sem imel prav? Torej, zaupam v komisijo, zaupam v vas, ker imate in imamo veliko let izkušenj. Jaz bi se v tem primeru, da nam res predolg, zahvalil mentorjem, ker danes biti mentor takole razposajenim otrokom, kot ste vi, je zelo težko. To je veliko odrekanje, veliko prostega časa, obogate, kakor pač obogate, da ne bi tle vzgojna morala. In hvala vam, mentori, za ta vaš trud. In če delate na dolgi rok, se potem pokaže tudi uspehi. Vemo, dragi otroci, da brez vas v bodočnosti ne bi bilo gasilstva. Zato se mi trudimo, da vas imamo v vaših vrstah, se trudimo za vas, da boste vi nekoč zamenjali nas, da bomo že stari, da bomo mrli in ne bomo več. Hvala vam vsem, tudi vam, mentorjem, še enkrat hvala za vaš trud in pa sodnikom,
hvala, da si vzamete čas in da sodite pač, kakor sodite. Je v redu. To je z moje strani. Srečno pot domov vam želim. Tistim, ki so se vrstili na državno tekmovanje, želim veliko uspeha na državnem tekmovanju. In to je to. Fajn se imejte. Hvala. Na pomoč. Hvala lepa. Sedaj pa gremo na razglasitev rezultatov. Verjetno že vsi nestrpno pričakujete rezultate. Prve 3 najboljše ekipe v vsaki kategoriji boste prejele pokale in medalje. Vse ekipe pa boste ob koncu prejele tudi rezultate. Tako da prosim po zaključku, da vodja vsake ekipe pride sem do te mize, do predsednika obračunske komisije in boste prejeli rezultate. Prvi 2 najboljši ekipi v posamezni kategoriji gresta na državni kviz. Državni kviz bo 2. aprila v Gasilski zvezi Ivančna Gorica v Stični. Prvi 2. Sedaj pa prosim predsednika B komisije za razglasitev rezultatov. Pokale in medalje za najboljše bosta podelila Slavko Jalovec in Janez Koncilija, predsednik regijskega sveta in predsednik Gasilske zveze Mengeš. Takole, začeli bomo s pionirji. 17. mesto Prevoje 1, 16. mesto Komenda 2, 15. mesto Ihan, 14. mesto Prevoja 2, 13. mesto Jelnica, 12. mesto Dole pri Litiji, 11. Mengeš, 10. Študa, 9. Šmarca 1, 8. Gost, 7. Završčik, 6. Komenda 1, 5. Šmarca 2, nehvaležno 4. mesto Jarše Rodica. 3 ekipe, ki jih nisem še omenil, naj pridejo naprej. Še ena ekipa manjka. Super. 3. mesto je dosegla ekipa številka 16, Kostrevnica. Kdo bo vodja? Pik pod vrhom. Luka Primečo. Čestitam. In napad smo dali, ne? Čestitam. Čestitam. Čestitam, glava. Čestitam. Čak, siri ste? Kdo je rezerva? Zapem komentarje biti, ampak... Takole, in prvo mesto in 1061,40 točk, Polšnik. Dragi moj, evo in tebi medalja, čestitam. Pardon. Super, zdaj pa eno fotko. Pa pogledamo, kako so se vrstili mladinci. 19. mesto se niso oglasili na tekmovanju, Šmarca 2. 18. mesto Lukovica 2. 17. Mengeš. 16. Križ. 15. Vrh Polje, 14. Šmarca 1, 13. Stop Depala vas, 12. Komenda, 11. Lukovica 1, 10. Dob,
9. Peče, 8. Jevnica, 7. Liberga, 6. Rova, 5. Šmarca 3, na 4. hvaležnem mestu Loka pri Mengšu. 3 ekipe vabim naprej, tiste, ki niso bili še pisane. Tretje mesto se je uvrstila ekipa Dole pri Litvi 2. Čestitam. Kaj novega na Dolah? Medalje so dali. Nič ni novega, kako ni novega? Medalje so dali, ne? Voli, čestitam. Vodja, kdo je? Čestitam. Vi ste bili drugi? Ali prvi? Še ne vemo, še ne vemo. Na drugo mesto se je vrstila ekipa Kostrevnica. In prvo mesto s 1044,20 točkami Dole pri Litvi 1. Čestitam. Čestitam. Hvala. Hvala. Pa pogledajmo, kako so se vrstili še naši pripravniki. 10. gost 2 se ni uvrstil, niso ni udeležili tekmovanja. Tako, 9. mesto Rova, 8. gost 1, 7. Topole, 6. Primskovo, 5. Kostrevnica, 4. Dole pri Litvi. 3 ekipe, ki jih nisem pisal, ne pride naprej. A vas je strah? Ni se nam razumljali. 3. mesto Litija. Drugo mesto Loka pri Mengšu. Ste prvi ali pa? Tako je, s 1018 točkami zmagovalke, zmagovalci, ekipa iz Žaj Sveta Gorica. Mentori lahko po razpustitvi dobite rezultate tukaj pri meni. Obvestilo glede obravnavanih pritožb smo pozvali pred razglasitvijo, in sicer v kategoriji pionirjev so se uvodno reče vse podane pritožbe, in sicer ekipe Šmarca 1, Dole, Mengš in Jaša Rodica. V kategoriji mladincev pa se je ekipi Kostrevnica ugodno rešila pritožba, ekipi iz Liberge pa se je pritožba zavrnila. Tako da boste vedeli, da ste informirani.
Rezultate dobite takoj po razpustu. Zdaj pa vsem ekipam čestitam za udeležbo in pa rezultate. Prvi dve ekipi v posamezni kategoriji boste našo regijo zastopali na državnem kvizu. Jaz upam, da se boste čim bolj odrezali in res dobro zastopali našo regijo. Tako da vsem želim lep preostanek dneva, uživajte in pa varno pot domov. Veseli boste, saj po pokale dam nesete, pa medalje.